Dobrodošli na sredinem tedenskem izobraževanju o skrivnostnem svetu energij. Z vami sem Leticia Fortin, ustanoviteljica Centra za delo z energijo in dvig zavesti z energijo živim. Za današnjo sredo sem se odločila, da bi malo več povedala o teh naših energijskih središčih, energijskem telesu, auri, čakrah in ostalem. Da mogoče malo dobimo eno tako idejo, kako v bistvu smo ljudje sestavljeni. Sicer je tega še precej več, v kar jaz nimam še vpogleda, ampak že to, da v bistvu, če obvladamo čakre, auro, mentalno telo, čustveno telo, potem smo že veliko naredili, lahko rečemo, ne? Ker je to neka osnova, s katero v bistvu tukaj v tem telesu razpolagamo. Pa začnimo od začetka. Naše fizično telo ima v bistvu na energijski ravni 7 čakr, glavnih čakr. Seveda je teh še več, potem obstajajo tudi meridiani po kitajski medicini, in še druga telesa, ampak jaz bom zdaj povedala samo te glavne stvari najprej. Naših 7 čakr je zadolženih na eni strani za naše organe in na drugi strani vplivajo na določena področja v našem življenju. In če gremo od začetka. Prva čakra ali korenska čakra je rdeče barve in je usmerjena navzdol proti zemlji. Preko nje smo v bistvu povezani dejansko z zemljo, ki je živo bitje. Preko nje dobivamo to surovo življenjsko energijo. Zadolžena je v bistvu na fizični ravni za noge, del črevesja in pa na, bomo rekli, življenjski ravni za to, koliko smo v bistvu mi prizemljeni, koliko smo v telesu. A smo stalno v oblakih, nekaj sanjamo, ali smo realni, bomo rekli, ne črnogledi, ampak tako, da stojimo z 2 nogama na tleh, trdno in se zavedamo v bistvu sebe, svojih zmožnosti, da znamo tudi kaj z rokami narediti. Tako, to je v bistvu ta prva ali korenska čakra. Potem, če gremo naprej, je naša sakralna čakra ali spolna čakra, ki je v bistvu dlan pod popkom. Že ime nam pove, da je zadolžena za naše spolne organe oziroma reproduktivne organe. Tudi zadaj za naš križ. Ja. Če vas boli križ, je v bistvu to spolna čakra. Ali če imate kakršnekoli težave, recimo ženske z maternico, z nožnico, z jajčniki, moški s prostato, potem je v bistvu to nekaj v zvezi s spolno čakro. Spolna čakra v življenju pomeni, koliko v bistvu sprejemamo sebe, takšni kot smo, svoje telo. Recimo, če pogledamo igralce, oni zelo sprejemajo svoje telo, se prav vidi, da se znajo izražati in ni problem pokazati tudi, včasih celo so napol slečeni. Se pravi, njihova spolna čakra je močna. Ni nujno, da je čista, ampak je pa izrazita. V bistvu oni s tem nimajo težav. Ne pa vsi, ne me za besedo držati. Ja, vedno so še neke stvari zadaj, ampak pustimo to, ne bomo šli v te detajle. Potem imamo pleksus. Pleksus oziroma solarni pleksus je dlan nad popkom in je zadolžen za jetra, za vranico, za trebušno slinavko, želodec in pa tudi za ledvice zadaj.
Recimo, če nas bolijo jetra, pomeni, da smo jezni nekaj. Če nas boli vranica ali če čutimo vranico, pomeni, da nam odteka nekje energija, da jo prostovoljno dajemo, pa niti ne vemo. Recimo, ledvice nam nakazujejo, da nas je nečesa strah, ali pa če te boli želodec. Jaz, ko sem bila otrok, recimo, me je veliko želodček bolel, oziroma trebuh, in v bistvu me je bilo strah. Mene je bilo strah zelo, samo nisem takrat vedela, zakaj gre. Doma pa tudi niso v bistvu vedela. So me peljali zdravniku in to je bilo to. Solarni pleksus v življenju pa v bistvu pomaga, da držiš pot, oskrbite z voljo. Pleksus je prav tista čista volja. Jaz recimo, ko naredim kakšne tehnike za pleksus, to je tak power, to je res prav, kar takole mi dela. In je zelo pomembno, da imamo voljo, ker danes v bistvu, oziroma danes, jaz tako rada povem, nasplošno ljudje jemljejo ali pa jemljemo energijo drugemu prav na pleksus. Prvi tisti stik, ki je na pleksusu. Recimo, kaj bi bilo to? Recimo, da te nekdo verbalno napade in ti reče, ti si bumbar in ne vem, kaj vse ti pove, ali pa nesposoben si ali v tem stilu, ja. To pomeni, da se je spravil direktno na tvojo voljo, ja. In če si ti labilen, če nimaš dovolj moči, osebne moči, potem boš zelo hitro podlegel temu njihovemu napadu. Ja? Na pleksusu so tudi vezi med nami. Med ljudmi so najmočnejše vezi so na pleksusu. Zato, ko delate odvezave od kakšnih ljudi, se jih reže na nivoju pleksusa. Pleksus ti pomaga tudi, v bistvu pleksus je tudi center zavesti tvoje in je zato pomembno, da je odprt, čist in pa močen. Zavest rabimo, zavest uporabljamo vsak dan, da nismo v bistvu tako, da ne gledamo samo ozkogledo, ampak da širimo svojo zavest, da se zavedamo sebe, da se zavedamo sveta okoli sebe, da vemo, zakaj se nam nekaj dogaja, da ni to, da ne krivimo zaradi tega druga, se pravi, da prevzamemo odgovornost za svoje življenje. Ni zdaj to tista odgovornost v smislu, jaz sem za vse kriv, ne krivdo, ampak prav odgovornost. Da veš, da imaš tudi ti svoje pluse, minuse, da se zavedaš, da smo vsi ljudje samo, da sprejmemo te svoje napake in v bistvu potem preko tega lahko pridemo do sočutja in pa prej sprejmemo sebe in pa druge okoli sebe. No, pa ko že govorimo o sočutju, je v bistvu naša srčna čakra tista, ki nam pomaga pri tem. Srčna čakra skrbi za prijateljstvo, za lepe odnose, za seveda ljubezen do sebe in do drugih. In pa, kot sem rekla, za sočutje. Se pravi, če imaš veliko srce, lažje odpuščaš, hitreje odpuščaš in si tak mehek, fluiden, nežen. Seveda si še vedno lahko močen, ampak si bolj nežen, tako, ta mehkoba, da te prevzema, ko imaš recimo srčno čakro odprto. Na fizični ravni pa seveda srčna čakra skrbi za srce, za naša pljuča in pa za naš krvožilni sistem. In že smo pri grleni čakri. Grlo je center našega izražanja. Se uspemo postaviti zase, znamo povedati, kaj želimo, kako, znamo izraziti sebe takšni, kot smo, ali rajši požiramo dol in tlačimo v bistvu neke stvari, ki bi jih mogli skomunicirati navzven, pa jih v bistvu ves čas tlačimo navznoter.
Grlo seveda skrbi za našo, grlena čakra skrbi za našo ščitnico in pa za v bistvu vsta dela, ne. Tudi za vrat zadaj. Če te boli vrat, recimo, to pomeni, da si trmast. Kdo bi si mislil, ne? Ja. No, vse recimo, te stvari, če te kaj boli, recimo, tako splošno, ne, recimo kolena so korak naprej, ne, da narediš korak naprej, da te je strah narediti korak, neko spremembo, nekaj novega. No, pa pojdimo naprej. Potem imamo čelno čakro. Tukaj je jasno videnje sebe in drugih, jasnovidnost v bistvu, in pa skrbi na fizični ravni za oči, za ušesa, za ta predel možganov. V življenju je pa to odpuščanje. Ta čakra v bistvu skrbi za odpuščanje. In pa potem še zadnja, kronska čakra. Kronska čakra nas povezuje v bistvu navzgor z višjimi nivoji, z galaktičnim centrom naše zavesti, kjer domuje naš višji jaz. To je ta višji del naše duše, ki je v bistvu, bomo rekli, ki je povezan z nami in skrbi, da smo vodeni na pravi način tukaj v tridimenzionalnem svetu. Jaz osebno, ko sem povezana z višjim jazom, sem še najbolj srečna in zadovoljna. Ker je to en tak občutek notranjega miru, ki ga v bistvu redko dobiš, drugače sploh ne, kot s to povezavo. In takrat vem, da je zame poskrbljeno, sem mirna, ga poslušam, seveda bomo rekli, ga poslušam, saj to sem jaz v bistvu, ampak to intuicijo. In mi je zelo, zelo, zelo lepo. Naše čakre sestavljajo našo auro, ki je meter stran od telesa, ja, če stegnete roke, tako nekako, ne, pravi kot eno jajce. In je to v bistvu tudi naša zaščita. Zdaj, kako močna je ta zaščita ali pa kako, recimo, mi delujemo v svetu, je odvisno seveda od naših čaker. Naše čakre naj bi bile odprte, polne in čiste in naj bi se vrtele v desno smer, ne, se pravi v to smer, če gledamo pravilno zdaj, v smeri urnega kazalca, ne. Zdaj pa, ker imamo vsi na določenih področjih kaj za narediti, ne, smo tukaj tudi na Zemljo prišli za to, ima vsak potem na določeni čakri neke težave. Naš način, kako delujemo, in s tem v bistvu tudi lahko, če napačno delujemo, zapiramo čakre in potem v bistvu manj energije, je odvisen tudi od tega, kako smo bili vzgojeni, oziroma katere vzorce smo prevzeli, navade, način razmišljanja od naših staršev. Naša mama in oče sta v bistvu zelo pomembni osebi v našem življenju. Čeprav si včasih ne bi radi tega priznali, ampak to je tako, kot sem povedala, in je za tistega, ki v bistvu hoče preseči določene načine delovanja, zato da bi seveda izboljšal sebe in da ne bi bil samo neka kopija staršev, ampak da bi našel sebe, je potem nujno potrebno, da si pogledamo zelo realno, kakšni so naši starši, se pravi njihove pozitivne lastnosti in pa tiste, bomo rekli, negativne lastnosti, ne. Se pravi, da ni negativne pa pozitivne, ampak da bomo lažje razumeli, bom jaz uporabljal vsem ta izraz. Se pravi, lahko se usedeš dol in napišeš mama, oče. Mama plusi, oče plusi, mama minusi, oče minusi. Zakaj bi to sploh naredili?
Sicer itak verjetno že vemo, kakšni so plusi pa minusi. Vemo tudi, kje se obnašamo enako kot oni, če se dobro poznamo, ne? Predvsem zato, da vidimo, kje smo dejansko, kje mi ponavljamo te vzorce in kako bi jih lahko, oziroma katerih bi se radi rešili, no? Mogoče tako bom rajše rekla, ne? Itak, mogoče bi se kdo vseh rad rešil, mogoče bi rad nekdo samo določene stvari izboljšal pri sebi, ne? Tudi v redu, super. In tako ti bo mogoče malo lažje tudi videti, zakaj si ti tak, kot si. Moramo se zavedati, ne, da smo mi vsaj 20 let, razen če niste šli prej od doma stran, gledali, kako se obnašata naša mama in naš oče. In zdaj smo že pri naslednji stvari, ki bi jo rada še povedala, in to je, da smo ljudje sestavljeni še iz yin in pa yang energije. Yin je leva polovica telesa, yang je desna polovica telesa. Yin predstavlja mamo, yang predstavlja očeta. Ja? Se pravi, mi kot otroci smo gledali naše starše in smo ponotranili njun način delovanja. Ja? Ponotranili smo. Dobro, nekatere stvari nismo sprejeli, večino smo pa kar lepo nekako vzeli, zato ker je logično, to so naši starši in tebi se zdi, da je tako prav in zato nekako po svojem vzorniku to pobereš, ne? Se pravi, bom dala en primer. Recimo, da sta se starša ves čas kregala. Potem otrok ponotranji, ja, da se yin energija oziroma ženska energija ves čas prepira z moško energijo. Posledica tega je, da znotraj nas nastane konflikt. Ja? In to je zelo zoprna zadeva. V bistvu ti niti ne veš, ampak ves čas je znotraj tisti boj. Ne? Boj med enim pa med drugim. In seveda, ker ti znaš samo to, ker si videl, da se starša kregata, ti to prevzameš in potem s partnerjem, recimo, da se jaz potem poročim, delam enako, kot sem videla doma. Ker jaz drugače sploh ne znam v bistvu, ne? Jaz se za enake stvari, ali pa bomo rekli, za določene stvari se enako odzivam, kot se je moja mama odzivala. In ker seveda ne moramo bežati tem našim vzorcem, si najdem tudi takega moža, ki je podoben mojemu očetu. Točno tako. Jaz, ko sem se poročila, jaz sem takrat že vedela o teh stvarih, sem že brala knjige in sem gledala mojega moža, bivšega, in se je rekel, ma ne, on pa sploh ni podoben mojemu očetu, ma niti mal ni podoben mojemu očetu. Na koncu se je izkazalo, da je v bistvu je podoben, ne? Sicer malo na drugačen način, ampak v bistvu večinoma, ne, bom rekla 70%, 80% je pa bil zelo podoben mojemu očetu. Ne? In jaz pa seveda zelo podobna moji mami, ne? In tudi glede načina delovanja in tako, kako sem se obnašala, sem potem videla, da sem zelo, zelo podobna. No, po drugi strani pa, če smo imeli ali pa ste imeli, bomo rekli, ljubeče starše in da so se lepo razumeli, hvala Bogu, potem ste videli lahko lepe stvari in tudi lepe stvari lahko dajete naprej. Se pravi, naša energija, naše čakre, naš način delovanja, govorjenja, razmišljanja je zelo podoben načinu naših staršev. Zdaj smo to prišli do te ugotovitve. Zdaj pa kaj pa naprej? Jaz sem že kar precej let nazaj
sem se odločila, da bi pač rada se spremenila sebe, zato ker sem vedela, da ta moj način delovanja ni ok. Najprej sem, bom rekla, dost obsojala mojo mamo, pa tudi mojega očeta, no, mogoče očeta malo manj, češ, kako me je naučila, pa sem bila jezna na njo, pa vsega je bilo. Potem pa sem počasi ugotovila, ni bilo meni tako zelo na hitro to vse dano, ampak sem rabila dlje časa, da mi v bistvu ona ves čas kaže ogledalo, logično. In da, če bom želela zares spremeniti sebe, bom mogla najprej v celoti sprejeti vse njene dele. Tako lepe, tiste ni problem, kot tiste malo manj lepe. To je bil pa malo večji problem, ne? Ko sem meditirala na to in ozaveščala, to so bile ure in ure, da ne boste mislili, da je bil to kar v enem vikendu, sem ugotovila, da v bistvu nikakor ne morem sprejeti enega dela nje, ki ga imam tudi jaz. In to je ena taka, ena stroga ženska je to noter. In potem sem v eni meditaciji končno sprejela tudi to, ker v bistvu se gre za to, da jaz sprejemam sebe. Čeprav zgleda, da sprejemam mojo mamo, začela sem pri njej, ne? Ampak na koncu sem pa prišla do tega, da v bistvu jaz sprejemam sebe. Da je ta del, ki je podoben maminemu, da je v meni in da če želim delovati na drugačen način, da bom nujno mogla najprej ta del spremeniti oziroma sprejeti in potem bom lahko mirno naložila, bomo rekli, nov program ali pa začela na drugačen način delovati. Ker dokler jaz tega ne naredim, ne morem jaz na drugačen način delovati, ker znotraj sebe ves čas obsojam ta dela, ne? Kakšna je, ne. Tudi če njo obsojam navzven, ne? Se navzven, se vidi v bistvu, da v bistvu je ta oseba tista, ki je kriva, pa ona je taka, pa tako naprej. Ampak na koncu, ne, vse poti vodijo nazaj k sebi in tudi to, da moram jaz ta del nujno sprejeti. Zaradi sebe. Sem mislim, da to rabila kar dolg časa. Nisem nikakor mogla priti, čeprav vem, da mi je vse ugledalo, ampak vedno me je nekaj vrgel ven, vedno mi je bilo težko, ne. Tako da te občutke, ki jih imamo do naših staršev, bomo v bistvu vsi mogli podelati, ne. Saj jaz bi lahko konec koncev šla tudi v Avstralijo živeti, ne, recimo, pa bi videla starše ali pa mamo enkrat na 10 let, pa bi mislila, koliko sem fajn naredila, ne. Ampak vam povem, da kamorkoli greš, pride ena taka energija, podobna tvoji mamini, podobna starševi, za tabo. To je res včasih tako smešen, ki ne bi rad, ne. Ampak vedno dobiš ogledalo, vedno pride ali šefica, ali pride, ne vem, nekdo, ki ti malo več pomeni v življenju. Ali pride, ne vem, imaš sodelavko, sosedo. Glejte, vedno je nekdo, ki ti bo nastavil to ogledalo. To drži 100%, to me sploh ne more noben prepričati, da je drugače, tako da prej kot to sprejmete, boljše za vas. Ker bo lažje potem ene stvari preseštane. No, pa ker sem jih pri mami, pa bom še nekaj o tem povedala, o yin energiji, da dokončam, kaj yin predstavlja. Yin predstavlja v bistvu občutke. Mama ti pokaže, kako delati s svojimi občutki.
Če je mama zelo v stiku s svojimi občutki, boš tudi ti v stiku s svojimi občutki in ti bo to šlo zelo hitro. Lahko, da imaš zaprto mamo, takrat boš malo več težav imela ali imel, ker mama, če ne zna izražati občutkov, je zelo, zelo zoprno. Pri očetu se nekako ve, da je bolj zaprt. Pri mama je pa tista, ki v bistvu ti pokaže, kako se s temi občutki soočati, ali jih kazati, ali ne kazati, ali tako. Tako da ona poskrbi pri otroku za ta del, oče pokaže pa to materialno varnost, oziroma kako ravnati z denarjem te nauči oče in pa to varnost, da se počutiš varnega. Ja? Da veš, tukaj je pa oče, ki me bo zaščitil. Pa ne zdaj pri 50 letih, ko imaš 50 ali pa 40 let, da te bo še zaščitil, ne tako, prosim razumeti. Ampak kot si otrok, da veš, da se lahko na nekoga zaneseš, da veš, da je on vedno tukaj, da če ga pokličeš, da ti bo pomagal. Seveda tudi kasneje, ne mislim, da zdaj pa ne, ampak hočem reči, da potem pa ti moraš že biti toliko samostojen, da sam poskrbiš za te stvari. Zato, ker če ti vedno iščeš varnost drugje, pri 30, 40 in tako naprej, potem ti odteka energija. To pa nočemo, Mi bi radi svojo energijo zadržali pri sebi, pa tudi radi bi bili svobodni, In zdaj, če se mi ves čas smo nesigurni vase, moramo nujno delati na tem, da postanemo sigurni vase. Zato, ker če ne, mora biti vedno neka oseba, ki nam daje to sigurnost. To pa ni okej, to pa pomeni, da smo že navezani na nekaj in odvisni od nečesa. Glih tako kot od alkohola ali pa od drog, smo lahko odvisni od ljudi okoli sebe, da nam potrjujejo, ja, super si, ja. Pa jaz sem recimo tudi, ko mi je kdo tako, če mi reče, ja, super si in tako, ta potrditev je krasna, ampak mene ne zadovolji, recimo. Jaz vidim, da mene zadovolji samo ta notranja potrditev. Res, da jaz vem, da sem super, da jaz vem, da zmorem, da jaz vem, da znam in sem okej. Tako, to je moja želja. In seveda, zdaj odvisno pač od tega tudi, odvisno je, koliko smo recimo, bomo rekli, poškodovani energijsko, že iz otroštva, moramo potem v odrasli dobi toliko več narediti v tej smeri, oziroma si nekako pomagati, da lahko gremo en nivo višje. Ker v življenju ves čas napredujemo, ves čas gremo višje in se učimo, spreminjamo, odpiramo se in tako naprej. Ker drugače kar malo tako čudno, tista cona obdobja ni več tako fajn, topla, ker si ves čas v enem in istem. Torej, yin-yang smo povedali, kažeta nam ga starša, naše stanje našega yin in yanga je pogojeno s tem, kakšen odnos sta imela starša med sabo. Glede čakr pa te energije je pa potem tudi iz otroštva, zdaj, če nas noben ni naučil od tega, seveda se potem začnemo sami učiti in potem začnemo delati svojo energijo. Tako vidimo tudi, recimo, kjera čakra je lahko, ali pa kjer organ rabi malo več podpore, potem se lahko diha v to čakro z barvo čakre. To si malo poglejte na netu ali pa si kaj preberite o tem, to so zelo zanimive stvari, ki si lahko tudi pomagate sami. Glede vzorcev in pa tega našega načina delovanja, to je pa potrebno malo več delati. To se je potrebno res poglobiti v to, treba je biti dosleden, treba je biti v disciplini, moraš malo hoditi na kakšno delavnico, Jaz vem, da sama ne bi, pa tudi zdaj mi paše, da grem na delavnico, da me nekdo drug vodi, zato ker je veliko lažje, če ti nekdo pomaga. Meni je še vedno lažje, jaz recimo pomagam ljudem na delavnici, ampak jaz pa tudi rabim pomoč. In je fajn, da je nekdo drug, ker je drugače te vidijo, in greš lažje potem skozi te procese.
Tako da priporočam vsakmu tistmu, ki želi malo več narediti na sebi, da si najde nekoga. Ne? Ja, no, mislim, da sem kar izčrpna, da ne bom predolga. Drugič bom kaj več povedala o virusih in bom pokazala tudi eno tehniko, antivirusna tehnika se reče, ker so zdaj počasi se te začenjajo prehladi in te stvari in zelo pomaga, no, pri vseh takih stvarih, ampak to naslednjič. No, drugi si pa mogoče res napišite malo na list, da vidite, kje ste, kakšni ste po starših, kjer so plusi, minusi in pa mogoče kaj bi želeli od tega spremeniti. Vas lepo pozdravljam, vidimo se naslednjo sredo, lepo se imejte, pa pazite na svojo energijo. Čau, čau!